Tole. Zdaj smo pa pripravljeni. Začenja Mihael Ojsteršek, Institut za novejšo zgodovino in urednik revije Inštituta za novejšo zgodovino, tehnični urednik, ki sicer gosti tudi še dve reviji, prav tako na OJS-u. Miha, izvoli. Hvala lepa. Takole. Upam, da me vidite. Tako. Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala za povabilo. Predstavil vam bom praktično uporabo odprtokodnega sistema Open Journal Systems. Najprej samo nek kontekst tega sistema, to je sistem za urejanje znanstvenih revij, ki sam ta proces je sicer kompleksen proces, ki vključuje oddajo člankov, recenziranje, uredniško delo in objavo. Mnoge revije se soočajo z izzivi pri organizaciji teh procesov. Tukaj mislim tudi e-poštne komunikacije, spremljanje rokov recenzij in različne verzije člankov. Vse to pogosto tudi povzroča zmedo v samem procesu. Zato je Open Journal Systems orodje, ki avtomatizira in poenostavi celoten potek dela. Open Journal Systems je odprtokodni sistem za upravljanje znanstvenih revij, razvija ga Public Knowledge Project, ki ga uporablja na 1000 revij po vsem svetu. Kot rečeno, so glavne prednosti OJS-a avtomatiziran potek dela, preglednost recenzentskega postopka, enostavna objava in dolgotrajno arhiviranje vsebin. V tej predstavitvi bomo šli skozi iz avtorjeve perspektive oddaja prispevkov, nato pa iz uredniške perspektive sam uredniški postopek, ki zajema sprejetje prispevka, recenzentski postopek, urejanje prispevka, postavitev in njegova objava. Najprej avtorjev doprinos, avtorjev prispevek. Za oddajo je seveda potreben uporabniški račun in s tem tudi registracija vsakega posameznika, ki želi objaviti v reviji. Mora podati vse svoje ime, priimek, ustanovo in državo. Njegov pogled znotraj sistema je, kot vidite na tem slajdu, tukaj ima možnost oddaje novega prispevka. Tako? Ja, super. Tako, tukaj smo ostali. Najprej predhodne informacije mora avtor dati, kot so jezik, naslov in rubrika, kontrolni seznam, vlogo, svojo vlogo v tej oddaji in soglasje k zasebnosti. Nato ima avtor nalogo izpolniti 5 sledečih rubrik, in sicer podrobnosti, nato mora naložiti datoteke, dodati vse sodelujoče, nato mora za urednike dati svoje prispevke oziroma svoje note, nato mora zopet pregledati podatke. Najprej pri podrobnostih. Začnemo z naslovom, ključnimi besedami, izvlečkom in seznamom literature. Tukaj imam podčrtan en primer ključnih besed, kjer je pomembno, da vsako ključno besedo damo posebej in ne skupaj, kot na primer Slovenija in zgodovina, tukaj je ločena samo z vejico in ne kot ključna beseda. Nato naloži datoteke, lahko naloži več datotek hkrati, pomembno pa je, da določi vrsto datoteke. To lahko naredi s klikom na drugo, kjer se mu odpre nov ekranček, kjer
določi vrsto datoteke, ali je to besedilo članka, video, raziskovalni inštrument, gradivo in tako dalje. V rubriki sodelujoči doda soavtorja. To je pomembno zaradi tega, ker vsi dobijo isto e-poštno sporočilo o oddaji. Mora tudi vlogo soavtorja dodeliti. Za urednike pa lahko odda še nekaj podatkov, in sicer o primarnem jeziku prispevka, o podpornih ustanovah, financerjih in pa, če še imamo morebitno sporočilo za urednika. Za zaključek pa še preveri svoje podatke. Dobi opozorila o manjkajočih podatkih, kot lahko vidite v rdečih okvirčkih. Prispevka ni več mogoče spreminjati, sicer po tem, kar je odvisno seveda od pravilnikov uredništva in sistemskih nastavitev. Po oddaji pa je prispevek poslan v različne stopnje. In sicer, zdaj gremo na uredniški postopek. Uredniški postopek je ločen na 4 faze, in sicer na rokopis oziroma submission, recenzijo, review, lektoriranje, copy editing, produkcijo, production. Najprej, če gremo na rokopis. Dobi avtomatsko avtor dobi avtomatsko obvestilo o novem prispevku, prav tako urednik dobi to obvestilo. In urednik ima možnost pregleda prispevka in dodanih datotek. Lahko si prenese datoteke na svoj računalnik in jih pregleda, ter se odloči o naslednjem koraku. Prispevek lahko seveda zavrne, sprejme in preskoči recenzijo ali pa ga pošlje v recenzentski postopek. Rokopis poslan v recenzijo, je pa zopet dobi obvestilo avtor. Tukaj mora urednik izbrati pravilne datoteke, ki bodo del recenzentskega postopka, če je bilo naloženih več datotek, kot na primer v tem primeru. Tole. Nato vidimo, da se je začel prvi krog recenzije. V tem procesu doda urednik revije recenzente, ki se mu zdijo, da so primerni za to tematiko, za tematiko prispevka. Recenzenti morajo biti registrirani v OS, v Open Journal Systems te revije. Ko želi dodati recenzenta, se mu pojavi novo okno, kjer lahko išče recenzenta. In sicer ima možnost iskanja po imenu ali pa filtriranja glede na že opravljene oziroma neopravljene recenzije, na hitrost oddaje recenzije in tako naprej. Ob izbiri se avtomatsko sporočilo pošlje recenzentom. Prav tako mora določiti rok za odziv in pa rok za končanje recenzije. Pomembni so še tudi podatki o tipu recenzije, kot na primer, ali gre za anonimen recenzent, anonimen avtor, ali da je odprto, da vsi vidijo, kdo recenzira in kdo je avtor. Odvisno od revije je pomembno tudi, da urednik doda recenzentski obrazec. Recenzentski obrazec se ustvari znotraj sistema in je lahko specifičen za vsako revijo posebej. Recenzent dobi elektronsko pošto, v kateri naj bi bila tudi oziroma mora biti tudi povezava do prispevka, da lahko brez problemov dostopa do članka, do prispevka.
V sistemu torej vidi, kaj mu je bilo dodeljeno, in dokdaj naj sporoči odločitev o recenziji. Vidi pa tudi rok za oddajo recenzije. Takole izgleda prvo okence, ki ga vidi recenzent. Vidi prošnjo, urednikova navodila, možnost prenosa datoteke in recenzentski obrazec. Zaključi in na koncu tudi zaključek, ki v tretjem koraku prenos in recenzija mora tudi izbrati priporočilo uredniku, in sicer naj sprejme prispevek ali da je prispevek potreben popravkov, da je nujno ga treba dati v novo recenzijo ali pa da naj avtor pošlje drugam, da ni tema primerna. Lahko imamo več faz recenzij, več krogov recenzij. Urednik pa se lahko odloči na to, ali urednik pregleda recenzijo, pregleda podrobnosti recenzije, prekliče zadolžitev lahko tudi recenzenta, in na to mora on kot urednik sprejeti odločitev, ali naj zahteva popravke, ali naj sprejme prispevek, ali naj zavrne prispevek. V primeru drugega kroga recenzije je potrebno označiti, ali bodo posodobljene verzije predmet novega kroga recenzije ali ne. Prav tako je zopet avtomatizirano obvestilo avtorju, obvestilo recenzentom, če se urednik tako odloči. Potrebno pa je vključiti morebitne recenzentske datoteke. To lahko stori z ustavitvijo vsebine, kjer lahko ustavi recenzentski obrazec, ki je bil izpolnjen s strani recenzentov, ali pa mogoče datoteke, ki so bile poslane s strani recenzentov. Vsa obvestila, tako avtorjem, recenzentom in urednikom, vse poteka znotraj sistema. Nato se vidi s strani avtorja, se vidi status recenzije. Kot vidite zgoraj na zgornji sliki. Naloži se posodobljene verzije rokopisa. Vrsta prispevka se znova mora določiti. Avtor oziroma urednik pa mora poskrbeti za anonimnost recenzentov. Zato je dobro, da preveri recenzije in jih pravilno anonimizira. In nato sprejme odločitev o recenziji. In sprejme tudi odločitev, ali gre prispevek lahko naprej v naslednjo fazo ali se ga zavrne. Naslednja faza je lektoriranje, copy editing, kjer uredniki določijo tudi lahko ostale udeležence v tem procesu. Tukaj se lahko določi tehničnega urednika ali pa lektorja ali pa prevajalca, če je to potrebno. To se naredi z tem gumbom, kot vidite desno, dodaj. Doda se njegovo vlogo novega udeleženca v procesu, pošlje se mu sporočilo in tudi se ga prosi za njegovo zadolžitev. Ti uredniki oziroma novi sodelavci si nato rokopis prenesejo in delajo z njim na lokalnem računalniku. Nato, po končanem njihovem delu, si ga naložijo in obvestijo urednika. Kot vidite, tukaj spodaj piše lektorirane datoteke, kjer je
lektor oziroma urednik na novo naložil posodobljeno datoteko. Ta datoteka mora seveda tudi v avtorizacijo s strani avtorja. Seveda to je vse odvisno od uredniške politike. Prav tako je odvisno od revije in uredniške politike. Če mogoče nimajo teh ljudi, ki bi lahko to delali zunanje ali pa notranje, ali pa je možno, da vse vodi en človek, lahko tudi. Nato urednik, nato se urednik odloči poslati prispevek v naslednjo fazo, in sicer fazo produkcije. Tukaj se določi še tehnični urednik, ki ustvari različne prelome. Tehnični urednik oziroma urednik postavitve ta uredi zaključne datoteke prispevka, kot so lahko PDF, XML, HTML ali pa EPUB datoteka. Te naloži v tem procesu, ko jih urednik znova pogleda, če je vse ok, jih naloži med prelome, to je v zavihku objava in doda prelom. Tukaj mora označiti, kaj je to za en prelom, oznako preloma, se pravi HTML, PDF ali kaj drugega. Jezik preloma mora biti na URL pot, če je kje drugje ta prelom. V tem zavihku objava ima urednik možnosti tudi urejanja podatkov prispevka samega, in sicer, kot vidite, naslov in izvleček lahko ureja, lahko ureja možne sodelujoče in njihove podatke, metapodatke samega prispevka, literaturo, če je bila podana ali ne, prelome, kot smo videli, dovoljenja in razkritja, in pa številko. V tem zavihku številka pa se določi rubrika revije, določi se slika prispevka, če obstaja, in določi se, v kateri številki revije bo prispevek. Številka, ob kliku na številko lahko vidite naslednje številke ali pa pretekle številke in se odločite, oziroma urednik se odloči, v katero številko gre kateri prispevek. Številke revije lahko ustvarimo s klikom na zavihek številke v nadzorni plošči, to je zdaj pogled urednika revije. In tukaj lahko vidimo naslednje številke, ki so planirane za letos oziroma za prihodnost, in pa pretekle številke. S klikom na ustvari številko se nam pojavi okence, ki nam dopušča nekatere podatke številke, in sicer letnik, številko, leto. Če je naša številka slučajno tematska številka, lahko dodamo naslov in opis. Prav tako lahko damo sliko naslovnice, če jo imamo, in pa tudi možnost URL poti. Nato lahko v prejšnjem pogledu za naslednje številke lahko še vedno urejamo številko. Če že imamo skoraj končano in bi radi pogledali, lahko vidimo predogled. Če je končano, lahko seveda objavimo številko ali pa odstranimo številko. Potem pred objavo lahko seveda urejamo številko, in sicer lahko urejamo kazalo, lahko urejamo vrstni red sekcij oziroma prispevkov, kot na primer tu vidite uvodnik, razprave, jubileji, smo se odločili za takšen vrstni red. Nato lahko dodamo še prelome številke, kot smo prej rekli, lahko je cela številka v PDF-u ali pa cela številka v kakšnem drugem datotečnem formatu. In dodamo še podrobnosti številke. Rad bi še, mogoče sem na začetku pozabil, ampak rad bi še omenil, da avtorji
se morajo tudi prilagoditi uredniški politiki znotraj tega sistema, in sicer, da bodo dali, da se strinjajo z obdelavo njihovih podatkov in pa z vsemi etičnimi navodili uredniškega odbora. Naslednje predavanje bo pa namenjeno proti plagiatorskemu orodju. Predstavil nam ga bo dr. Matevž Rudolf, vodja Univerze založbe Univerze v Ljubljani, ki je največja slovenska znanstvena založba. Matevž upravlja z nič manj kot 32 revijami oziroma je v stiku z uredniki, ki upravljajo s temi revijami. In njegova izkušnja z protiplagiatorskim orodjem, povedal tudi, kako se ga nabavi, bo verjetno zanimiva tudi za druge izdajatelje. Izvolim te. Ja, živijo, lepo pozdravljeni. Hvala le za predstavitev. Upam, da se vidi moja predstavitev. Okay. Na založbi v okviru Univerze v Ljubljani izhaja 56 znanstvenih revij. Imamo pa tudi organizirano založbo UL, kjer počasi skupaj poenostavljamo oziroma poenotimo vso založniško dejavnost na Univerzi v Ljubljani. In kot je Aleš povedal, imamo skupen portal revije založbe UL, kjer gostuje kar 32 revij. Zdaj nekatere so še pač v procesu migracije. In pred časom smo pač tudi na željo nekaterih uredništev naredili en pilotni projekt, in sicer za preverjanje plagiatorstva za članke. Upam, da se vidi drugi slajd zdajle. Ja, okej. Zdaj, kratka raziskava je pokazala, da imamo v bistvu na Univerzi v Ljubljani 3 možnosti za preverjanje plagiatorstva, in sicer prvo je detektor podobnih vsebin. To je slovensko orodje. Tukaj je tudi veliko slovenskih baz besedil, ki v tujih aplikacijah niso primarna, ne. Zato je to orodje zelo primerno za pregled študentskih del. V bistvu je pač že kar narejen en avtomatizem, da mora vsaka diploma, magistrsko delo iti preko te aplikacije, ne. Izgleda v bistvu takole. Prijavo dobite prek vaše inštitucije in potem imate pač tukaj članke, se lahko nalagate ročno gor in potem pač vidite, kaj je tisto, kar je pač obarvano, se je nekje že v kakšnih člankih pojavilo in tukaj na desni strani vidite lahko to. To orodje je zelo primerno za slovenska besedila, ne. Drugo je v bistvu Turnitin. To pa je v bistvu plačljiva aplikacija. Izvorno je isto narejena za pregled študentskih nalog. Seveda primarni jezik je angleščina in vsebuje tudi ogromno študentskih nalog, ki pa niso dostopne v Authenticate, ne. Tako da Turnitin pa Authenticate sta v bistvu 2 produkta istega lastnika, s tem, da sta pač namenjena za različne zadeve. Turnitin je bolj za študentska dela, Authenticate pa bolj za raziskovalce, tudi akademske založnike, a ne. Zdaj Turnitin na Univerzi v Ljubljani imamo vsako leto javni razpis oziroma vsako leto pač na določeno obdobje, in pač zadeve niso toliko poceni, je pa res, da pri nas se veliko tega preverja, a ne. Authenticate, kot rečeno, ja, ustvarjen za raziskovalce, akademske založnike. Pomembno je, da baza vsebuje tudi plačljive znanstvene članke, a ne. Pač do teh, ki recimo pač mi nimamo dostopa, ne vem, kakšen Springer, za katerega bi mogli plačati, je Authenticate vse to ima v ozadju, a ne. Ne vključuje pa študentskih nalog, a ne. Kar je glavna razlika med Turnitinom pa Authenticatom, je v bistvu ta, da v Turnitinu besedilo, ki ga damo mi v preverjanje, ostane v bazi. Se pravi, nek avtor
pošlje nam besedilo, mi ga pogledamo, preverimo to, ali je za plagiatorstvo, pa se na koncu odločimo, da niti ne bomo tega članka objavili, mogoče ne zaradi plagiatorstva, ampak iz drugih razlogov. In v tem primeru besedilo ostane notri. In ko bo avtor šel na neko drugo revijo in bo ta druga revija spet v Turnitinu pogledala, bo temu uredniku kazalo, kot da je pač to besedilo skopirano. In veliko avtorjev se potem pritoževali k nam, da mu pač povzročamo težave in tako naprej. V Turnitinu je sicer možno brisanje teh preverjenih besedil, ampak to kar zamudno delo, tako da prav za same revije ni tako uporabljeno. Takole približno izgleda, zdaj jaz trenutno nimam dostopa do tega, ker se glih urejajo licence, ampak je zelo podobno Authenticateu. V Authenticateu pa, kot rečeno, preverjena besedila ne ostanejo v bazi. Se pravi, niso potem podlaga za nadaljnja pregledovanja. In kar je v bistvu zelo dobro, mi smo pred leti ugotovili, da je relativno ugodna naročnina, če si član Crossrefa. Velika večina revij v Sloveniji pač ima že dve številke in mislim, da tudi večina ravno preko Crossrefa. Zdaj en pogoj je, in sicer Crossref preverja vašo upravičenost do Authenticata preko njih. To lahko pregledate tukaj na tej povezavi, bomo kasneje tudi delili tele slajde in v bistvu tukaj vpišete vaše ime, ne vem, bomo dali Ljubljana, ni treba, da veste, University of Ljubljana. In tukaj pač on išče zdaj. In mi imamo 17.500 člankov oziroma do številke pravilno registriranih od 19.000, kar pomeni 92%. Se pravi, več kot 90% morate imeti do številke urejene, zato da se lahko sploh prijavite v to. To je v bistvu nek korenček, ki ga dobite, če pravilno urejate svoje do številke. Kar je zelo pomembno, tukaj je še en drug možnost, participation report. Se že imamo. Pa damo tukaj all time. Zato, da pač vi sodelujete v temu, je pomembna tale številka, similarity check URL. Kaj to pomeni? To pomeni, da ko vi registrirate doj številko, seveda date naslov članka, doj številko, URL, kjer se članek nahaja. Zdaj ta URL je ponavadi pač neka vstopna stran članka, kjer imate abstrakt, reference, avtorje, potem imate pa še nek posebej gumb prenesi PDF. In ko registrirate doj številko, imate tudi možnost za vpis to similarity check URL, kamor pa dajete direktno povezavo na PDF dokumenta. In s tem tudi pač tem orodjem za plagiatorstvo omogočite, da oni direktno prihajajo do PDF dokumenta. To je v bistvu pač, kot rečeno, en tak korenček, ki ga dobiš, če imaš to urejen, zato da pač tudi plagiatorski programi dobro delajo. Ko uredite vse te zadeve, zdaj, če uporabljate OJS, se vse te zadeve avtomatsko prenašajo v Crossref, tako da vam tega ni treba skrbeti, vsaj te novejše verzije. Ko vse to uredite, je pa tukaj cenik, se pravi $275 nas večina plačuje za letno naročnino na Crossref, se pravi, da pa se naročite še na ta similarity check preko Authenticate, pa stane $55 in v teh $55 dodatnih imate vi že vključenih 100 člankov brezplačno. Vsak nadaljni članek pa potem stane 75 centov.
Vsak dokument ima lahko do največ 25.000 besed, kar pomeni, mislim, da okrog 115.000 znakov, no, kar je več kot dovolj za posamezne članke. Tako da relativno ugodno pridete skozi, pa imate res kakovosten pregled za plagiatorstvo. Zdaj pa mogoče jaz kar pokažem, no, kako tole izgleda. Takole se prijavite noter. Zdaj mi smo v preteklosti uporabljali en vtičnik za OJS, ki je avtomatsko prenesel vse članke, ki so prišli v Authenticate, ne. OJS pa Authenticate nista bila povezana tako vizualno, ampak samo pač OJS je ob oddaji članka v Authenticate oddal posamezen članek, ne. In to je recimo izgledalo tako, da se pač tukaj številni pač teli submissioni oziroma oddaje članki in potem si ti mogel iti ročno v Authenticate in tukaj klikati, se pravi tukaj, 42% je ta članek nekaj podoben, ne. Potem dobite tako, kakor je recimo dosti podoben v detektorju podobnih vsebin. Tukaj so obarvane zadeve. Tale članek tukaj prvi je, ima 10% podobnost, a ne, lahko se pa takole preskrolate dol, pa vidite, tale rjava barva, če še malo povečam. Tukaj vidite, a ne, že izvorni članek, kako je bil, kako je izvorni članek narejen, pa kaj je tukaj citiran oziroma spremenjen. Ampak za tale del nas ne skrbi, ker gre v bistvu za citiranje oziroma navajanje, a ne. Tudi tukaj vidimo, da gre za navajanje. Tukaj imamo pa kar nekaj obarvanega, a ne, in lahko spet kliknemo, vidimo, da je kar veliko. Zdaj, če kliknemo tukaj na to povezavo, se nam v novem oknu odpre zdaj ta članek, ki je v bistvu izgleda v odprtem dostopu in lahko tudi pač čisto pogledamo, a ne, fizično, kaj pa kako. Tako da to, in tlele smo že lahko pač majčkeno previdni, kaj se s tem člankom dogaja. Lahko, da je ta članek od iste avtorice, ker vidimo Vanje Slavova, a ne. Tako da je tudi pač na to treba biti pozoren. Pač ti programi nas samo opozorijo na katere zadeve, ki jih sami pač ne bi mogli vedeti, potem moramo pa sami preveriti, a ne. No, še tale primer pokažem. To je pa recimo Springer Nature Link, je ta članek objavljen, ampak mi bi mogli plačati, če bi hoteli ta članek pogledati, a ne. Ker ni odprti dostop, no. Tukaj pa vseeno lahko vidimo, kaj v tem članku je. Če kliknemo tukaj še full source tekst, ga dobimo tako sicer malo razbitega, ampak se precej vidi, a ne. Imamo dostop do tega članka prek Authenticata. Zdaj, tukaj so neke enačbe, tako da tega žal ne moramo videti, ampak fino je to, da pač imamo dostop do tudi teh plačljivih člankov, a ne. Zdaj mogoče še tegale pokažem, no, tukaj pa pač manj tega preverjanja, a ne, podobnosti. Tukaj vidimo pač, da gre za navajanje inštitucije in veliko je pač tega zelo majhno, tukaj gre spet za navajanje. In pri tem članku lahko gremo še večkrat dol, da tole pokažem. Pri tem članku smo lahko pač precej že na začetku prepričani, da ne gre za plagiatorstvo, ne. Zdaj, tukaj je tudi vklopljeno so bibliografija oziroma viri citiranja, kar seveda poveča ta celoten procent. In Authenticate pač tudi omogoča ali da na ravni članka, se pravi, tukaj damo settings za te članke, da potem izključimo bibliografijo, fraze, pa izključimo pač tudi te
manjša ponavljanja, ne vem, rečemo, če so samo 3 besede, jih ne bomo vključili v to poročilo, ali pa lahko izključimo tudi abstrakt in tako naprej. No, tako da tukaj se lahko potem vsak urednik sam nastavi, kaj si želi videti. Tudi dodatni filtri so, recimo, da vemo za, ne vem, bil je en članek iz področja prava, ki je bil, ne vem, 60% je kazalo, da je v bistvu plagiat, je pa v bistvu ta članek res veliko citiral zakonodajo. In tukaj lahko mi pač rečemo zdaj, iz tega URL-ja mi pa ne kaži v reportu noter. Tako da to lahko delamo na ravni članka, lahko pa tudi že tukaj v osnovnih nastavitvah nastavimo. No, zdaj ne bom. Da se v osnovnih nastavitvah že nastavi, da pač tega ne bomo urejali. Lahko imamo tudi več uporabnikov, posamezne datoteke delimo z drugimi uredniki in tako naprej. No. Tako da tukaj so pa še ročni vnos datoteke, če želimo mi sami preveriti. Zdaj zaenkrat, ko smo šli mi na OS, na najnovejšo verzijo, je žal ta vtičnik ni deloval, tako da bi bilo treba ročno noter članke dajati. In potem preverjati, lahko damo zip datoteko, in kjer je pač tudi več noter dokumentov, tako da na hit preverimo. Lahko tudi samo kopiramo neko besedilo in potem preverimo, kakšno je stanje plagiatorstva, ali pa v bistvu dokument do dokument primerjava, da damo 2 različna dokumenta in nam jih sistem potem preverja. Tako da to je v bistvu to. Zdaj, za na koncu pa vam pokažem še 2 res zanimivi zadevi, ki bosta v kratkem aktualni. To sem v bistvu izvedel ta teden, ko sem se pripravljal na tole predstavitev. Jaz sem pač rekel, da smo imeli ta vtičnik, ki je avtomatsko prenašal članke. Zdaj to mogoče ni bilo glih najboljše, ker je v bistvu res vse članke prenesel tja, in je s tem tudi stroške delal. Recimo pred nekateri reviji pač dobimo tudi po 300 člankov, ki jih lahko že takoj zavrneš, ker pač vidiš, da pač niso primerni. In zakaj bi zapravljal 75 centov za take članke. No, iTankDecade je pred kratkim najavil verzijo 2.0. Mi imamo zaenkrat še 1.0. Zdaj, če se boste vi na nov prijavili, mislim, da pridete direkt noter v 2.0. Nas, ki smo stari, morajo pa migrirati. No, in v bistvu pač zgleda majčkeno novejš, majčkeno lepš. Tukaj lahko pač tudi dodajate, kakšen pogled boste imeli, tudi za samo določite, kaj želite, da se pač vklaplja noter v sam pregled. Tudi tole za umetno inteligenco ima report, vam bom pol pokazal. To je to. Potem imate tudi statistiko, da majčkeno gledate, uporabnike, imate pač tudi malo lepš pa več možnosti, nove datoteke, lepši pregled nad datotekam, tako naprej. To je v bistvu to. To je tudi pač to dokument za dokument. Takole majčkeno drugače izgleda, malo bolj novejše. To je no, tole je tudi zanimiv, ker bo verjetno v prihodnosti
bomo imeli s tem veliko težav oziroma izzivov, in sicer Authenticate naj bi tudi pač preveril, koliko procentov tega članka, kakšna je verjetnost, da je bil pač ta članek generiran s pomočjo orodja umetne inteligence. Tako da žal tega še nisem mogel stestirati, ampak bomo videli, kaj se bo izkazalo. No. Te dokumente se lahko potem tudi prenesete, sicer je v PDF obliki to zelo težko gledati, ker nimate pač tega na desni strani vseh teh povezav, bo da to. Tole orodje, ta posodobitev izgleda kar v redu. Kar je pa pomembno, je pa, da je pač ta Authenticate 2.0 obveza za vtičnik, za OJS, ki so ga dali ven konec decembra, kakor sem videl. In tukaj piše, da morate biti, da morate imeti Authenticate 2.0, v bistvu se potem prijavite noter prek teh API-jev in tudi, kar je zelo pomemben, je, da lahko izklopite, da se bojo vsi članki avtomatsko prenašali v Authenticate. In tukaj tudi določite pač, ali bojo šli besedila iz virov tudi v pregled ali ne. Že na tej ravni v OJS-ju določite, kaj pa kako, pač tiste nastavitve, ki smo jih tam videli. Takole se prijavite noter, no, tle v Authenticate dobite pač nek API ključ, ki ga tukaj v nastavitvah noter vnesete, in to je to. Naj bi bilo, no, sicer pa mogoče s kakšno pomočjo od kakšnih informatikov. To sem že omenil, da lahko avtomatsko izklopite, tako da preverjate samo tiste članke, za katere pač si želite. In potem v bistvu tudi, če imate pa avtomatsko določeno, pa tudi avtor ob oddaji članka dobi tole obvestilo, da se strinja, da bo pač članek preverjen s temi orodji, kar je v bistvu tudi pač glede GDPR-ja pa vse tako. In najlepša novost te novosti pa je v bistvu tale ikonca tukaj, se pravi, tukaj vidite tole ikonco, Authenticate, in zraven ta procent, Tle so zanalašč dali pač ta nek dokument, ki je v bistvu 100% prepisan. Če bi bil pač manj, bi bila ta številka manjša, In v bistvu pač tukaj že takoj v samem uredniškem delu vidite pač, a je to članek, ga je treba preverjati za plagiatorstvo ali ne. V nasprotnem primeru, če imate to avtomatiko izklopljeno, pa pač je tukaj, kot kaže, neka povezava, kjer kliknete in se pač ta plagiatorstvo izračuna. V tem primeru pa pač urednik potrdi, da se strinja s tem, da bo to šlo v pregled. In potem spet vidite tukaj, s povezavo na to ikono pa pridete potem direktno v Authenticate, ta članek, in lahko bolj natančno gledate, tako kot smo si prej ogledali. Tako da mi bomo probali čim prej migrirati na tale Authenticate 2.0 in tudi tale vtičnik vzpostaviti, da vidimo, kako bo potem vse skupaj delovalo. Kot rečeno, sploh kar se tiče te umetne inteligence, zna biti zelo koristen. To je to z moje strani. Za vprašanje bomo pa pol na koncu. Hvala. Matevž, hvala, zelo zanimivo. Zdaj toliko samo izkušnja ZRC SAZU in kako priti do tistih 90%. Nam je to uspelo s ponovno registracijo člankov, ki so bili oddani še v času OJS 2. Torej, tehnični urednik je vse članke, ki so bili objavljeni znotraj sistema OJS, še enkrat oddal na Crossrefu z verzijo 3.3, kakršno trenutno uporabljamo, in potem smo dosegli tistih 90%, pa se kvalificiralo to.
Zdaj pa predlagam, Barbara, da povzameš vprašanja in jih sporočiš obema panelistoma, pa da začnejo z odgovarjanjem. Prosim. Hvala. Jaz bi pa mogoče šla kar pravzaprav od vprašanja do vprašanja. 4 so za Matevža, 4 za Mihata, tako da mogoče začnemo kar od ozadaj, torej za Matevža. Kar se tiče Authenticate, saj že več. Ali Authenticate deluje tudi za besedila v cirilici? Jaz mislim, da ja, ker ima tudi slovenska besedila noter, no, tako da baza je ogromna, no, tako da jaz mislim, da tukaj ne bi smel biti problem, no. Ampak predlagam pa, da mogoče se obrnete na njihovo podporo pa povprašate, no. Prav, koliko procentov besedila je sprejemljivo glede podobnosti za umetno inteligenco, da ni plagiat? Ja, to je zelo težko vprašanje. Mislim, da si, saj pri nas, no, še nismo teh standardov določili. Mi ravno zdaj pripravljamo pač tudi ta besedila za vse revije, neka generična, no, v kolikšni meri je pač treba povedati, ali je bilo besedilo narejeno z umetno inteligenco, kateri deli in tako naprej, no. Tle se majčkeno ne bomo odkrivali tople vode, ampak se bomo zgledovali po tujih revijah, no. Tako da zelo težko rečem, no. Načeloma se lahko, no, ne vem, ali se lahko, je lahko pač ta delež tudi visok, ampak je verjetno treba pač to nekje sporočiti, ali tudi v samem članku, ali kakorkoli, ne, če je to smiselno. Ne moram pa reči, koliko procentov. To je res pač neka intuicija, ki jo mora urednik imeti, da vidi in pač potem tudi sam presodi, je članek primeren ali ne. Bo pa tole orodje sigurno pomagalo, ker je včasih zelo težko reči, ali je besedilo napisano strani raziskovalca ali s pomočjo umetne inteligence. Okay. Če smem samo dodati, Združenje Operas ima tudi skupino, ki se ukvarja z računalniškimi orodji, in ta skupina trenutno se osredotoča prav na to, kako prepoznati, uporabljati umetno inteligenco, seveda predvsem v družboslovju in humanistiki, je pa to posredno tudi povezano z najbolj perečim vprašanjem, ne samo nas, majhnih založnikov, ampak predvsem ali pa tudi velikih komercialnih založnikov, kako ugotoviti, kolikšen del članka je delo umetne inteligence, ker to je menda sila težko. Sem to. Dobro, potem imamo tukaj vprašanje, ali bi bilo možno pokazati v Authenticate kak primer zelo verjetno plagiatorskega članka? Čakajte, bom jaz probal spet deliti zaslon, sam trenutek. Ok. Tukaj imamo neko testno revijo in tukaj je neka aplikacija za vpis v Združenje Evropskih univerzitetnih založb, no, in tukaj je pač 72. Prosim, Matejoš, ne vidimo tvojega zaslona. Pardon, se zdaj vidi? Ja. Ok, pardon. No, 92% in tukaj vidite pač, da je to vse prepisano, ne. Tukaj vidite tudi pač ta link, ne, takole, in lahko kliknete gor, da je pač to direktno prekopiran članek, ne. No, tlele so še neki stari linki. Drugače pa je treba pogledati pač vse te obarvane zadeve in predvsem biti pozoren, če vidimo tukaj
če vidimo pač veliko teh barv, pogledamo, kateri članki in prvo gremo pogledat, če je ta članek sploh v virih literature, a ne. Če ni, potem vedimo, da je pač avtor želel skriti to. Tako da to. Prav, potem je vprašanje, če ima Authenticator integriran prevajalnik, da torej zazna tudi, da je slovenski tekst prevod angleškega. To pa ne bi vedel. Dobro. Jaz bi samo mimogrede za vse, če niste dobili na svoje vprašanje dovolj dobrega odgovora, pa lahko tudi dvignete roko, pa boste lahko mogoče pod vprašanja dali, da se ne bomo potem lovili. Dobro, tukaj je eno vprašanje zdaj v angleščini, bi ga jaz v angleščini tudi kar prebrala, da ne bo izgubljeno v prevodu. How can a journal editor detect plagiarism degree on a submitted paper which was published as a preprint first and applied to the journal afterwards? Can it be done by Authenticate and how? Saj po malo lahko v slovenščini govoriš, kaj ne? Se pravi, imamo članek, ki je bil objavljen že kot preprint. preprint. Ja, in potem je bil poslan v revijo kot članek, ne? Pa ni bil verjetno kot preprint pri tej reviji, je bil potem kot drugi. Jaz razumem kot drugi, ja. Ja, zdaj tukaj bomo dobili veliko pač podobnost tega članka in bomo šli lahko pogledati, kaj je, in bomo videli, da je pač to preprint, a ne. Zdaj, če bomo videli, da je pač to že objavljeno kje drugje, bomo pač seveda to zavrnili. V nasprotnem primeru se pa vidi, da je to pač preprint na nekem mestu, tako da potem ni problema, a ne. Pač ta orodja nam samo pač kažejo smeri, kam gremo gledati, potem se moramo pa sami odločiti, kaj pa kako. Hvala. Zdaj pa mislim glede Authenticate, da smo izčrpali vprašanja. Tako da, Matevž, hvala lepa. Miha, zdaj pa za tebe. Vprašanje prvo, kako oziroma kje lahko uredniki in pomožni uredniki izbrišejo članek, če ga je avtor pomotoma dvakrat naložil v sistem in da ti podvojeni članki ne kvarijo kakšne statistike glede časa do odločitev in podobno. Ja, hvala. S tem sem se jaz tudi že velikokrat ubadal. Včasih je bilo v prejšnjih, mislim, da do 3.2, 3.2 verzije je lahko urednik z lahkoto zbrisal članek v svoji nadzorni plošči, ob članku je pisalo izbriši. Zdaj so ga malo bolj skrili, oziroma malo bolj zakomplicirali ta postopek, in sicer, če je submitan bil članek, se pravi oddan članek, mora iti čez ta postopek. In lahko je tudi ta postopek samo en klik urednika zavrni prispevek. In ko se zavrne prispevek, se ta prispevek pošlje v rubriko arhivirano znotraj sistema, in tam lahko zbriše urednik prispevek. Glede statistike ne znam povedati, mi je zelo žal. Če pa je bil članek nedokončan v fazi oddaje, ga pa lahko izbriše avtor. Se pravi, imamo dve možnosti. Lahko ga izbriše sam avtor znotraj sistema, lahko ga izbrišemo kot urednik, ga lahko tudi zbriše, ampak se v sistemu prijavi kot avtor in ga zbriše, če nočemo avtorja obremenjevati s tem. Mislim pa, da je še tretja možnost, je pa še pred kratkim bil narejen vtičnik glede tega. Se pravi, upravljalec sistema mora dodati vtičnik, ki izbriše vse nedokončane submissione, vse nedokončane oddaje.
Če smem sam jaz komentirati, mi smo ta vtičnik probali in nam je brisal tudi članke, ki so bili zavrnjeni, pa smo jih hoteli, oziroma tudi neke, ki so bili v produkciji, tako da smo ga potem nismo uporabljali. No. Okay. Hvala, mi ga nismo uporabljali, sploh tebe, hvala za to informacijo. Ja, bo pa z verzijo 3.5 je pa najavljen, mislim, da bo to brisanje člankov spet veliko bolj poenostavljeno. Hvala. Hvala. Potem je vprašanje, ali in kje lahko pomočnik urednika oziroma področni managing urednik pregleduje uporabnike, tudi recenzente, tudi ko ni v maski za izbor recenzentov za posamezen članek. Pregleduje jih lahko najprej, kot sem prej pokazal, znotraj samega pogleda na prispevek, kjer izbira recenzente, lahko filtrira poimensko, lahko jih išče, lahko pa filtrira glede na njihove prejšnje zadolžitve. Če pa lahko dostopa do uporabnikov in drugih vlog, je pa odvisno od njegovih dovoljenj znotraj sistema. V nadzorni plošči lahko editor oziroma urednik pride do vseh uporabnikov sistema in njihovih vlog in pogleda tam, kdo je recenzent, kdo se je javil kot recenzent in kaj so njihova področja, če jih je dopisal. Dobro, hvala. Potem vprašanje, ali se morajo recenzentke in recenzenti sami registrirati? Ja, ne? Recenzenti, vse gre preko sistema in se morajo registrirati. Nekdo, se pravi urednik ali sekcijski urednik ali karkoli, se odloči za nekoga, ki ga pozna in ve, da bo ta naredil glede na temo dobro recenzijo oziroma je strokovnjak za temo in mu avtomatsko preko sistema pošlje mail s predpripravljeno vsebino, predpripravljenimi povezavami do tega prispevka in mi imamo na koncu tega maila napisano tudi, da če nima svojega uporabniškega imena, gesla, ima to in to povezavo, ki jo klikne in samo vpiše svoje podatke in je registriran. Mora se registrirati. Potem je vprašanje, če je mogočen samodejni prevod v angleščino, če so recenzenti tuji. Je odvisno od nastavitve, se pravi nastavitve v ozadju, v nadzorni plošči, mi pa odvisno od jezika uporabljenega v reviji. Naša revija uporablja dva jezika, angleščino, slovenščino, in glede na to, v katerem jeziku je bila poslan članek oziroma prispevek, se mu v tistem jeziku tudi pošlje nazaj. In sicer oba jezika imamo predpripravljena, vse maile imamo predpripravljene v obeh jezikih, vse je avtomatsko. Lahko je v slovenščini ali pa angleščini. Se pravi, urednik mora predpripraviti in slovensko verzijo in angleško verzijo in na to v tistem jeziku, v katerem je bil oddan članek, v tistem pošlje nazaj. Se pravi, to je delni odgovor, kako na naslednje vprašanje, ali je v OJS možno pošiljati generična sporočila lektorjem, recenzentom v različnih jezikih. Slovenskemu slovenski, angleškemu angleški in tako naprej. Je tako, lahko. Ja. Lahko teh predpripravljenih elektronskih poročil, mislim, da neke omejitve ni velike. Vprašanje naprej, ali je možno stare v narekovajih poskusne članke izbrisati iz sistema zaradi preglednosti? O tem smo v bistvu že govorili. Potem je še eno vprašanje, kako doseči, da bodo avtorji vpisali vse soavtorje pri oddaji rokopisa? Ne vem, kako to doseči, razen
tega, da jih lepo prosimo. Drugače pa urednik revije oziroma upravljalec sistema jih vpiše. Dobro. Potem je pa še zadnje vprašanje. Lahko pokažete, kako se generira povabilo kot uporabnik za novega recenzenta, o katerem ste govorili? Ja. Kako se generira povabilo? Aha. Če Miha bi lahko kar delili ekran, Tako je. medtem ko Miha klika, naj jaz povem še par informacij povsem splošnih, povezanih z današnjima predavanjima. Kot sem že omenil, CraftOA je projekt, ki je namenjen tehnični nadgradnji sistema OJS. V njem sodeluje tudi ZRCZU in končal se bo letos. Za letošnje leto so že najavili nekatera predavanja povezana z nadgradnjo OJS-a. V marcu oziroma da bi bilo že predavanje, kako oblikovati, kako pripraviti malce oblikovno drugačno spletno stran za OJS, potem kako uporabljati peskovnik za OJS, kakšni bodo upgradi v 3.5, najavljanje za naslednje leto, to se pravi 2026, in še kaj takega. Torej, v obvestilih, ki bodo prihajali iz OperaSea, bodo ali pa Slovenske skupnosti odprte znanosti, pravzaprav bodo tudi informacije o predavanjih OJS. Naj še omenim, da so zelo aktivni tudi kolegi iz Srbije, torej nek širši jugovzhodno-balkanski del se tudi ukvarja z promoviranjem programov OJS, ki je dejansko najbolj razširjen program za male založnike, kot smo mi. Miha, če si pripravljen, kar izvoli. Da bom spet narobe stisnil. Se vidi? Je. Okay. Dobro. Torej, za avtomatsko generiranje novega uporabnika, za novega recenzenta. Spravi, gremo v en prispevek, smo v enem prispevku in mu hočemo dodati recenzenta, ga poiščemo, mora biti, ne sme biti konflikta interesov, seveda mi vidimo že, kdo je avtor. Recimo damo, spravi, jaz sam sebe odklenem, izberem recenzenta, lahko dam ustvari novega recenzenta, lahko dam registriraj obstoječega uporabnika, spravi, v tem primeru hočemo dati novega. To dobimo, ko kliknemo novega in dobimo ta predpripravljeno besedilo. Dobi tudi recenzent nek mali abstract, dobi naše ime, kdo mu je poslal. Tile označujejo, kje je avtomatsko besedilo dodano. Imamo možnost avtorja oziroma recenzenta, kje se registrira, dobi svoj link. Do tega obrazca pa lahko pridete preko sistema, in sicer delovni tok, e-maili, dodajanje in urejanje predlog e-mailov. In tu notri lahko dodajate in urejate predloge v slovenščini in angleščini, oziroma odvisno od revije. Upam, da je to odgovor. Prav, medtem je prišlo še eno vprašanje.
Na zalogi imamo že članke za 2027. Če se v 2026 odločimo za prehod na Open Journal System tudi za oddajo in recenzije, torej prosimo avtorje, avtorice, to vprašanje je, ali v tem primeru prosijo avtorice in avtorje, da sami še enkrat naložijo besedila v sistem, ali to lahko uredimo sami, kakšne so prakse? Jaz bi zaradi samega postopka bi raje svetoval, da sami oni naložijo. Je pa možnost, da vi to sami kot urednik oziroma upravljalec naredite, in sicer obstaja vtičnik za hitri vnos članka, ki pohitri seveda cel postopek, in članek naloži direkt v fazo produkcije. Torej, preskočite recenzijo, oddajo rokopisa, recenzijo in lektoriranje. Seveda, do takrat pa imate vse že naredo, da je članek že bil v produkciji, se pravi, cel postopek zunaj sistema. Lahko to naredite. Tako, zdaj smo izčrpali vsa vprašanja, ki so prišla do zdaj. Ja, hvala lepa. Potem bi odprl, če bi kdo želel kaj dodati, mogoče je zdaj priložnost, splošne informacije smo povedali. Prosim, dvignete roko, pa Barbara vas bo prepustila k besedi. Zdaj, če vprašanj ni, potem hvala lepa predvsem obema predavateljema za to zanimivo predstavitev, vsem, ki ste se udeležili Zooma.